V nordijskem centru Bonovec odprli sezono. Problematika mladih, neprofitna stanovanja. Prek potopisa na strehi sveta. Bezgovci aktivni tudi v novem letu. Zlata dekleta polnijo dvorano. Dogajalo se je v prvi tretjini leta 2025. Perspektivno v nordijskem športnem društvu Medvode. Lepo pozdravljeni. Tako kot prvo, tudi drugo informativno oddajo v letu 2026 začenjamo na snegu. Prejšnjič s tistim na cestah, tokrat s tistim na Bonovcu. Nizke temperature so namreč razveselile upravljalca nordijskega centra Bonovec. V soboto je nordijski center tudi uradno odprl vrata, najprej za tekmo pokala Argeta Junior, nato pa še za vse navdušence teka na smučeh. Pomembno novost letos predstavlja nov snežni top, pripeljan iz Avstrije, ki je v zadnjih dneh že v polni uporabi. Snežni top Sherpa bo pomembno prispeval k zagotavljanju stalnih in kakovostnih pogojev za tek na smučeh ter dodatno utrdil vlogo nordijskega centra Bonovec kot osrednjega zimsko-rekreacijskega središča v lokalnem in širšem okolju. K športu pa se vrnemo še ob koncu tokratne oddaje. Nordijski center Bonovec je zahvaljujoč ugodnim vremenskim razmeram ter učinkovitemu delu vzdrževalnega osebja javnega zavoda Sotočje in nordijskega športnega društva Medvode že konec prejšnjega tedna odprl smučine za vse ljubitelje teka na smučeh. Ja, trenutno tukaj vlada kar snežna pravljica, se pravi proga je dolga približno 2 kilometra, ob dobrih pogojih se bo sproti še podaljševala, urezani sta smučini tako za klasično in drsalno tehniko, približne širine 4 metrov. Proga je pa speljana tako, da se lahko tisti začetniki ali pa malce še nesigurni tekači izognajo vzponom, tako da imajo bolj ravninski del, primerna je pa tudi za zahtevnejše tekače, se je urezana smučina tudi po tako imenovanem šprint klancu, pa še določeni drugi spusti in klanci so narejeni. Snežni topovi so v pogonu že vse od Silvestrovega dalje. Pomembno novost pa letos predstavlja okrepljena infrastruktura za zasneževanje, saj se je 3 obstoječim snežnim topovom pridružil še 4. Omogoča se pravi, da hkrati zasnežujemo na večjih prizoriščih, to pomeni, da lahko progo hitreje uredimo ob dobrih razmerah in te pridobitve smo zelo veseli. Letos se tako poligon odpira že 14 dni prej kot lansko leto in upati je, da bo letošnja sezona boljša kot je bila lanska. Ja, lanska sezona je bila milejša kot letos, lahko rečemo. Zabeležili smo 37 obratovalnih dni, je pa bila po finančni plati to uspešna sezona, zelo intenzivna. Pomnimo tudi potem, da smo večkrat prekinili samo obratovanje zaradi dežja, slabih pogojev, pa potem spet na novo štartali. Tega si res ne želimo, ampak si obetamo znova pozitivne sezone. Obratovanje poligona in cenovna politika ostajata enaka kot v lanskem letu. Tekaški poligon bo odprt vse dni v tednu od 8. ure dalje. Med delovniki bo mogoča tudi nočna smuka do 21. ure. Cenik ostaja nespremenjen, dnevna karta stane 5 evrov, nočna pa 6 evrov. Mogoča je tudi izposoja tekaške opreme. Tudi dopoldanska uporaba poligona za upokojence ostaja brezplačna in prav ti so bili najbolj veseli odprtja, ko smo jih ujeli pri rekreaciji na ponedeljkovo dopoldne. Sem videl, da ste že za danes zaključili, kako je bilo na progi? Na progi je bilo v redu. Prvič sem zdaj letos na progi, ker sem tudi še nisem čisto zdrava. Proga je narejena zelo dobro, glede na možnosti, ki so. Ni pa veliko snega, tako da je nekje že tudi trava pogleda, ampak ta trava je sedaj čisto poledenela, tako da mirno teče, nič ne ovira. V redu je. Sicer pogosta uporabnica Bonovca? Ja, ker sem tudi domačinka, kakor je. Ne? Zelo veliko smučam, tudi ženo hodimo v Avstrijo, v Toblah pa tako naprej, tako da sem zelo reden smučarski tekač, to pa res. Verjetno zadovoljni, da so letos pohiteli in že pripravili proge? Ja, zelo sem zadovoljen, upam, da bo zdržal. Zdaj so se kar lepo potrudili, ne? Tako da bomo lahko še malo uživali. Odkot ste sicer domačin ali? Ja, iz Ljubljane sem, pa ni daleč tistih 5 kilometrov, da sem. Proga je v redu, mislim, sploh tale del, ki je ta zgoren, ki se je, ampak danes je pač te topovi še delajo, pa malo brezoperen. Drugače pa, tam, ki je po naravnem snegu, tudi je v primerjavi s kakšno drugo je super, še zmeri, ne, čeprav že malo trava vam gleda, ne. Drugače pa v redu, zelo. Ste
Ste sicer pogost uporabnik, obiskovalec Bonovca? Ja, vsak let s kolegom, ki je domačin tle, jaz sem drugače iz Kamenka. In midva že koliko cajta to ne, 30 let, pa še več laufava tle. Še takrat, ko ni bil klub, oziroma ko ni bila uradna proga, ne. Tako da ja, lahko rečem, da imam že domovinsko pravico skoraj malo. Jaz odlično, res izkoristim vsako sekundo, minuto, da lahko grem na poligon, ker je res fantazija. Upokojenci imamo dopoldne cajt, brezplačni tek in je res užitek. Tako da praktično danes je že 5. dan, ko sem na tem poligonu in je vsak dan bolj. In že koliko, 30 let, je rekel kolega? Absolutno, še ko ni bilo nič tega zasneževanja, pa to smo na noge, še klasiko naredili, proge in smo laufali. To je sigurno 30 let ali pa še več. Tako da, ja, priporočam vsakem, ki ima cajt, naj pride sem, je res enkratne razmere. Omenimo še, da tudi na tekaškem poligonu, tako kot na smučiščih, veljajo določena pravila obnašanja in uporabe prog. Najpomembnejša je seveda varnost tekačev ob zavedanju svojih sposobnosti in spoštovanju vseh drugih tekačev na progi. Zdaj, najpomembnejša navodila so, da gledamo usmerjevalne table, da se teče v smeri teka, da držimo neko svojo linijo, ne cikcakamo po progi, da se ob morebitnem padcu čim hitreje poberemo, ker s tem preprečimo, da ne vem kdo prileti v nas. Potem neko tiho pravilo velja, da hitrejši, boljši tekači vedno prehitevajo slabše in sicer ob zavedanju, da vsi smo bili nekoč začetniki, da je ta potrpežljivost zelo pomembna in pa seveda prijaznost, ker vemo, da lahko kakšnega tekača začetnika hitro odvrnemo od tega, da bi še kdaj poskusil, da mogoče dobi napačen občutek, da ne sodi sem med tekače. Potem pravilo je tudi, da vedno ima prednost tisti, ki gre po klancu navzgor, ne navzdol. Skratka, to je tak minimum pravil, da se lahko izognemo raznim konfliktom, če upoštevamo, da v bistvu naenkrat na poligonu vadijo tekači različnih profilov, od začetnikov, rekreativcev, pa do tistih zahtevnejših tekačev. Ob tem pa velja tudi apel vsem morebitnim sprehajalcem, da se po urejenih tekaških smučinah ne sprehajajo, saj s tem uničujejo pripravljene proge. Nordijski center Bonovec bo tudi letos vključen v sistem enotne tekaške vozovnice ter v nacionalno akcijo Šolar na smuči, ki bo na preških smučinah potekala med 19. in 23. januarjem. Že sedaj pa beležijo veliko zanimanja domačih in okoliških osnovnih šol za najem tekaškega poligona v okviru dopoldanskih športnih dni. Letos smo polni pravzaprav celoten januar, začenjamo to sredo, imamo pa osnovne, srednje šole, zanimanja je res ogromno in žal moramo marsikatero šolo tudi odkloniti. Dodatno pa razveseljuje tudi dejstvo, da je občina Medvode odkupila del zemljišč na območju Bonovca, kar predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu razvoju centra in nadaljnjemu izboljševanju pogojev za rekreativni in tekmovalni tek na smučeh. Nadaljujemo z vseslovensko problematiko. Na decembrski seji občinskega sveta, za katero trdno upamo, da je bila zadnja izven obnovljene občinske stavbe, so svetniki potrdili novo mladinsko strategijo in ob tem izpostavili trenutno največjo problematiko mladih, stanovanjsko problematiko v občini Medvode. Dobili so tudi nekaj predlogov, kako naj bi se občina tega izziva lotila v prihodnje. Stanovanjska problematika, predvsem mladih, postaja vedno bolj obravnavana tema, ki odpira marsikatero rak rano, ne le medvoškega, ampak slovenskega prostora nasploh. Iz mladinske strategije, ki temelji tudi na opravljeni anketi med mladimi in ki so jo občinski svetniki sprejeli konec leta 2025, je razvidno, da stanovanjska problematika predstavlja največji problem mladih v naši občini. Občina Medvode je lastnica 16 neprofitnih stanovanj, ki jih oddaja preko javnega razpisa, v okviru katerega je leta 2021 kot prednostno kategorijo opredelila mladi oziroma mlade družine. Na podlagi tega razpisa je v prejšnjih letih nove prejemnike dobilo 5 stanovanj, od tega 2 mladi družini. Leta 2023 je občina Medvode na novo uredila 1 stanovanje, z obnovo pa za vselitev pripravila 4 stanovanja, so pa vsa stanovanja iz občinskega stanovanjskega fonda trenutno zasedena.
Vse pogodbe, kot to določa zakonodaja, so sklenjene za nedoločen čas. Skoraj da bi lahko rekli, da je pravica do bivanja v neprofitnem stanovanju dedna. V primeru smrti nosilca najemnega razmerja namreč pravica pade na uporabnike, ki so hkrati navedeni v najemni pogodbi. To so ponavadi zakonski partnerji ali sinovi oziroma hčere. Pravica do neprofitnega stanovanja, glede na to, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas, ne ugasne niti, če prihodki upravičenca presežejo državno določen cenzus. V tem primeru občina za to razliko zaračuna tržno najemnino. Na decembrski seji sveta se je razprava o sprejetju mladinske strategije nanašala prav na stanovanjsko problematiko. Občinski svetnik Anže Jenko je izpostavil, da sicer razume, da občina nima sredstev za gradnjo stanovanj, a predlagal: Mogoče bi se pa lahko, ko se zaključi osnovna šola Preska, naredil sklad, kamor bi se nek procent lahko potem namenjali, se pravi denarja namenjali v ta sklad, ki bi bil pa namenjen gradnji stanovanj za mlade. Da je stanovanjska problematika trenutno ena najbolj perečih tem, je izpostavil tudi župan Nejc Smole. Povprečen mlad človek, pa nadpovprečen mlad človek si danes skoraj težko predstavlja, da bi lahko prišel do nepremičnine brez da, tudi s tem, če precej do konca svoje delovne aktivnosti odplačuje kredit. Je to tema, ki je vseevropska tema, tako da je tudi v pogovorih na evropski ravni se tako imenovani housing ves čas pojavlja. Predstavil je tudi predlog, ki so ga na Skupnosti občin Slovenije, katere predsednik je, predlagali državi. Občine naj bi državi zagotovile zemljišča in plačilo komunalnega prispevka, država pa bi zagotovila izvedbo projektov in krila obresti kredita mladim, ki bi stanovanja v teh stavbah kupili. Mladi pa dobijo 30-letni kredit brez obresti za stanovanje. Narejen je bil preračun, pri čemer smo omejili kvadratni meter na 2500 kvadratov za gradnjo, kar je v resnici čisto realno. Po koliko se prodaja, pustimo stati, ampak sama gradnja 2500 evrov je čisto normalna in ob preračunu za mlad par oziroma mlado družino oziroma mladega posameznika stanovanje 60 kvadratov bi bilo dosegljivo za okrog 413 evrov na mesec najemnine. To je pa nekaj, zakaj se nam kot občinam to zdelo pomembno, ker bi s tem spodbujali tudi delavnost, ne? Da bi pravzaprav mladim omogočili, da lahko za neko najemnino, ki pa je obvladljiva pri ostalih stroških, pokažemo, da se da tudi tako priti do lastniškega stanovanja. Iskalci nepremičnin za nakup ali najem v Medvodah dobro vedo, da je ponudba slaba in če že, draga. Od garsonjer s 30 kvadratnimi metri za 140 000 evrov in več pa do novih gradenj z navitimi cenami. Se pa je na Medvoškem klancu pojavila nova nepremičnina, v kateri je zraslo nekaj dvo- in trosobnih stanovanj. Trosobna stanovanja se prodajajo za 435 000 evrov, medtem ko se dvosobna stanovanja prodajajo za 355 000 evrov. Dvosobna stanovanja imajo 60,20 kvadratnih metrov, medtem ko imajo trisobna stanovanja 90,30 kvadratnih metrov. Vsi iskalci nepremičnin na Medvoškem trgu dobro veste, da je v Medvodah kar problem najti rabljena in nova stanovanja, saj je ponudbe dokaj malo. Kakšne bodo cene za stanovanja pri novogradnji na območju nekdanje Donitove poslovne stavbe, še nismo uspeli izvedeti, a pričakujemo, da se bodo gibala v podobnih številkah kot pri stanovanjih na Medvoškem klancu. Prav tako se obeta gradnja stanovanj na območju ob reki Savi v samem centru Medvod, o katerem smo pred časom na naši televiziji že poročali. Prav v teh dneh je občinski podrobni prostorski načrt dan v javno obravnavo, občinski svet pa je investitorju že dal prvo zeleno luč. Na oddelku za družbene dejavnosti občine Medvode smo pridobili podatke o trenutnem stanju občinskih neprofitnih stanovanj. Povprečna cena neprofitne najemnine trenutno znaša približno 4,2 evra na kvadratni meter. Zadnji javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v lasti občine Medvode je bil izveden konec leta 2021. Nanj se je prijavilo 38 prosilcev, po izvedenem razpisnem postopku pa je bilo na prednostno listo vrčenih 31 prosilcev. Razpoložljiva stanovanja so se na podlagi oblikovane prednostne liste postopoma dodeljevala v naslednjih 3 letih. Na občini predvidevajo, da bo nov razpis objavljen, ko se bo sprostilo katero od stanovanj.
Jasno je, da občina ni in ne more biti edini rešitelj stanovanjskih težav v Medvodah. Očitno za investitorje naš prostor ni dovolj privlačen oziroma je, a le v primeru, da se postavlja vila blok, ki pa je mladim in ostalim poprečnim posameznikom nedostopen. Občina je v preteklosti na različne načine poskušala povečati neprofitni fond stanovanj, je pa tudi nekaj priložnosti izpustila iz rok. Ob izgradnji novega vrtca v Pirničah, na primer, ni izkoristila zemljišča starega vrtca, katerega lastnica je bila, da bi lahko zgradila neprofitna stanovanja, tako kot jih je v sodelovanju s privatnim investitorjem pred več kot 20 leti na zemljišču stare šole v Sori. In kaj bo po izgradnji nove šole v Preski s starim objektom? Ena od možnosti za pridobitev novih občinskih stanovanj v Medvodah je tudi ta, da bi občina Medvode ob izgradnji nove osnovne šole Preska v stari šoli uredila nova občinska stanovanja. V učilnicah bi namreč lahko uredili garsonjere za mlade, na podstrešju pa morda 2 večji stanovanji. Seveda bi za to potrebovali kar nekaj vložka, a vendar stanovanj v Medvodah krvavo primanjkuje. Z ureditvijo stanovanjskih enot v starem delu šole bi stavbo, ki je izjemnega zgodovinskega in kulturnega pomena, tudi ohranili in obnovljena bi lahko služila novim generacijam Medvoščanov. Za zaključek pa, kako bi v Medvodah prišli do novih stanovanj in to čim prej? V Medvodah smo ob koncu prejšnjega leta opazili porast zapiranja manjših merkatorjev po medvoški občini. Morda pa je to priložnost, da bi občina Medvode ali kateri drug investitor odkupil zaprte prostore in v njih uredil nove pritlične stanovanjske enote. Morda pa se rešitev skriva v sofinanciranju komunalnega prispevka investitorju stanovanjskih stavb, ki bi v zameno za to občini Medvode v stanovanjski stavbi dal stanovanje v podobni protivrednosti. Vsekakor pa si želimo tudi posega države in čim hitrejšega ukrepanja. Torej, idej, kako se lotiti tega izziva, imajo tudi mladi kar nekaj. Vse pa se običajno začne in konča pri denarju. Janez Mihovec, naš medvoški popotnik, je tokrat obiskal streho sveta, Tibet. Tibetanska planota je namreč največja in najvišja planota na svetu, povprečno leži na 4000 metrih nad morjem. Zakaj se je odločil za obisk dežele in kaj vse je spoznal, pa nam je zaupal 7. januarja v knjižnici Medvode. Tibet je ena tistih pokrajin, kjer se geografija, politika in duhovnost prepletajo bolj tesno kot skoraj kjerkoli drugi. Zgodovinsko je bil Tibet dolgo samostojna civilizacija s svojo pisavo, jezikom in religijo. Tibetanski budizem s svojimi samostani, menihi in sistemom lam je oblikoval ne le duhovno, ampak tudi politično življenje. Prelom pa se je zgodil leta 1950, ko je na Tibet vstopila kitajska oblast. Prepotovali ste že velik del Azije. Kako se Tibet razlikuje, mogoče kakšna znamenitost ali pa kaj? Tibet je budistični raj, bi se rekli temu. Tukaj je budizem v tisti svoji najbolj prvobitni obliki, kjer pravzaprav sploh je. To so ljudje, Tibetanci kot ljudstvo, oni so pravzaprav svoje življenje posvetili budizmu. Danes sicer vrhovne kitajske oblasti ne pustijo tega, da bi bilo, kot je bilo včasih recimo tretjina vseh moških kar naenkrat v samostanu, da bi bili samostani in nekaj veleposlestnikov, lastnik vse živine, vse zemlje in podobne zadeve, ampak v duhu so oni globoko verni budisti. Seveda gre pa življenje korakoma naokrog mogoče pri nas, medtem ko tam pa vse skupaj poteka v velikanskih skokih. Ljudje, ki so danes recimo na Tibetu in so Tibetanci stari 40-45 let današnjega sveta, preprosto ne razumejo več. Oni so še tisti, ki so s karavanami jakov hodili naokrog čez 6000 metrov visoke prelaze, a že njihovi otroci, danes stari 15-20 let, imajo tako kot današnji najstniki vse posod na tem svetu v rokah telefone, lakirane nohte in gledajo korejske žajfaste nadaljevanke. Mislim, svet se jim takole spreminja. V zadnjih desetletjih je Kitajska v Tibet vložila ogromno infrastrukturo. Od cest, turizma, mest pa tudi železnic. Iz matične Kitajske so preko cele planote speljali železnico kar nekajkrat preko prelazov višjih od 5000 metrov. In to že pred 2 desetletjema. Hkrati se je močno spremenila demografska slika, v mesta se je preselilo veliko Han Kitajcev, kar pa Tibetanci doživljajo kot raztapljanje lastne kulture.
Umika se njihov jezik, samostani so pod strogim nadzorom, verska dejavnost pa je politično občutljiva. Tibet je danes hkrati kraj hitre modernizacije in globokega nezadovoljstva. Navzven deluje kot eksotična turistična destinacija s templji in molitvenimi zastavicami, v ozadju pa ostaja vprašanje identitete, avtonomije in preživetja enega najstarejših ljudstev Azije. Tibetance pa na vse zadnje skupaj drži vera, tibetanski budizem. Razlog, da je Mihovec obiskal to deželo. Glavni razlog, zakaj sem se odpravil na to potovanje v Tibetu, je v festivalu Sagadava. Gre za budistični festival, kjer se na 10.000 ljudi v mesecu juniju zberejo v podnožju gore Kailaš in se potem izvede versko romanje okrog te znamenite gore, ki izgleda kot nekakšen rižovo zrno sredi puste tibetanske planote. Kailaš je sveta gora 4 verstev, budizma, hinduizma, bona in pa džainizma. In pripadniki vseh teh 4 verstev se zberejo in je to izredno slikovito romanje, ki za zahodnjake traja približno 5 dni, medtem ko pa budisti, ki so v največji večini, za celoten obhod gore, kjer delajo proksine, se pravi razne molitve, izvajajo še spoteno telovadne vaje, bi se rekli temu tudi, potrebujejo približno 3 tedne, da pridejo v teh zelo špartanskih okoliščinah naokrog. Zadeva je precej zahtevna, najvišji prelazi so tam 5800 metrov, se pravi, sploh ne kaj hudo enostavna zadeva. Potujejo na kolenih, ne? Na kolenih ležijo, izvajajo molitve, vse skupaj vmes. Ti romarji so oblečeni prav poseben, imajo ščitnike na nogah, ščitnike na kolenih, na rokavice na rokah, ponovadi kakšno gradbeno opremo, pa potem še en tak predplasnik, zaradi tega, ker pri teh tednih tovrstnega izvajanja gre vsaka druga obleka seveda že davno v franže in so potem primerno opremljeni. Mi zahodnjaki smo seveda spali v lodžih, kar je v bistvu najbolj rudimentalna oprema, kar pravzaprav je lahko, se pravi zidana stena, lesena pločevinasta streha, znotraj je potem na približno neko ležišče, modroc in potem WC na štrbunk. Enostavno. Budisti, ki jih je tudi do 40.000, spijo zunaj. Festival se odvija v juniju, ko je vreme najlepše, pa čeprav okrog 15 stopinj čez dan in malo nad ničlo zvečer. Vreme pa je nepredvidljivo in so vsako leto zabeležene tudi smrtne žrtve. Na prvi pogled čisto drug svet. Mihovec pa kot glavno razliko s Slovenijo med številnimi opaža tudi to. Mi smo potrebovali 3-4 generacije, da smo se tiste kmečke družbe koncem 19. stoletja spremenili v to, kar smo danes. Tam se je vse skupaj zgodilo v roku ene generacije. Odkar je v 80. letih prišlo do bliskovitega razvoja Kitajske in Tibet je del Kitajske, so oni iz tiste praktično fevdalne družbe stopili v družbo 21. stoletja in to z lahkoto. Prišlo je tudi do precejšnjih demografskih sprememb, precej se je preselilo kitajskih prebivalcev, samih Kitajcev iz Nižavja na to visoko planoto, so pa postali napredna država, sama Kitajska nas pravzaprav v Evropi prehteva po levi in pa po desni. Tibet je pa kljub vsemu neko kitajsko zakotje, ampak tam imamo železnice, ki so jih speljali čez 5000 metrov visoke prelaze, imamo električne avtomobile, informacijsko tehnologijo, oni so, to je največji čudež, po mojem, kaj se pa njih zgodil. Iz one kmečke, duhovniške, verske družbe so v 20-30 letih stopili v visoko tehnologijo 21. stoletja. To je mogoče najbolj zanimivo od vsega skupaj. Kaj vse pa potrebujemo za to vrstno potovanje? Zadeva je čisto rudimentalna, kako pa kaj. Jaz sem za kakršnokoli potovanje, pa je na nekaterikoli konc sveta pripravljeno pol ure. Gojzarji, sončna očala, bundo, 3 pari spodnjega perila, nahrbtnik, pa gremo na drug konec sveta. Ne glede na to, kako dolgo je. Ki pa sej. Dokler obstajajo bančne kartice in potiskan denar z sliko Mao Tse-tonga, se da s tistim čisto lepo skozi pride. Govorim o denarju namreč. Kako ste pa jedli?
tam imajo lep sistem javne prehrane, tudi vsako to zadnjo vas, ki prideš, obstaja tam neka, kar bi rekli pri nas gostilna, ne. Imajo hrano, ki je tibetanska, imajo hrano, ki je kitajska, zadeve je precej neke razlike, te evropske hrane pa pravzaprav ne poznajo. Ena izmed stvari, ki jim je recimo v zadnjih 500 let postala popularno, recimo gojenje krompirja, ne znajo oni krompirja narediti. Pri nas imamo tazga, ki je lepo prekuhan cel, oni morajo pustiti tako, da še vmes nekaj na trdo in neprekuhano se skupaj izpade. Ne? Mihovec je tako z družbo v juniju 2025 v dobrih 3 tednih prepotoval nekaj več kot 4000 km. Izkoristili so vsako minuto in na koncu so bili zelo izčrpani. Pa tudi med samo potjo. Najprej 15 ur leta, 6-urna časovna razlika, ki v temeljih podre človeški bioritem. Prav tako pa Tibet kot streha sveta z nadmorskimi višinami 4000 metrov nad morjem terja svoj davek. Višinsko bolezen. Od glavobolov, prehlada, utrujenosti je enega od sopotnikov zadela tudi možganska kap, tako da je v Slovenijo prišel šele po 3 mesecih. Mihovec je dejal, da je bilo zelo stresno in hkrati opomnik, da nič ni samoumevno in da se lahko to zgodi vsakemu od nas, pa naj bo star ali mlad. Po ukinitvi Kuda Jarem je njihova sekcija Bezeg zavetje poiskala v sosednjem kulturnem društvu Smlednik, kjer nadaljuje svoje dejavnosti in že v prvi polovici meseca januarja so nas povabili na nov klepet. Tokrat sta Sara Bukovšak in Jurij Marusik v goste povabila znanega stand-up komika, igralca in televizijskega humorista Admirja Baltiča, s katerim sta klepetala skoraj 1,5 ure. Gledalci pa smo o Admirju izvedeli tudi marsikaj novega. Sekcija Bezeg tudi v novem koledarskem letu s polno paro nadaljuje s svojimi aktivnostmi. V zdaj že utrjenem sedežu Baru kulture 313,6 so v torek gostili trenutno enega najbolj priljubljenih stand-up komikov Admirja Baltiča. Energije, torej Sari Bukovšak in Juriju Marusigu, ki organizirata in vodita pogovore z znanimi Slovenci, ne zmanjka. Zaenkrat še ne. Tudi zato, ker izbirate zanimive goste, mogoče kako je prišlo danes, da ste izbrali prav tega? To je bila pa želja pri nas doma že nekaj časa, pa sem predala naprej, pa smo dobili telefonsko in smo zmenili. Ker gledajo televizijo, vidva sta si pogledala prej kaj, kakšno zadevo, ki jo ustvarja? Ja, jaz ga kar spremljam, no, pa tudi za takole zadevo, za klepet, si pogledamo stvari naprej, drugače ne gre. Kot običajno se je bilo tudi na tokratni pogovor treba dobro pripraviti. Medtem ko je Jurij Marusik delo Admirja Baltiča dobro poznal, se je morala vanj bolj poglobiti Sara, saj priljubljenega komika ni tako dobro poznala. Črpali smo malo iz spletnih strani, iz tiskov, malo smo sami sestavili skupaj besedilo. Tako, no, pa za te igre pa ponovadi gost izmisli 5 trditev, ne, skupaj oblikujemo in to, ne. Kakšni so občutki po današnjem pogovoru? Je bilo zabavno, zanimivo, tako kot ste pričakovali, fajn gost? Zelo, ja, fajn, sproščen gost, zabaven. Zelo prijeten, ne, zelo prijeten. Imate radi zgovorne, kaj ne? Ja, fajn, da so. Ja. Je lažje imeti zgovorne, ne, spet pa ne preveč, ne, ker potem so že vnaprej postavljena vprašanja že tako vsa odgovorjena, tako da moram reči, da recimo takole kot je Admir, je bilo prav prijetno. No. Admir Baltič ni načrtoval kariere kot stand-up komik, študiral je namreč politologijo, ki, kot sam priznava, danes pride tudi zelo prav, saj je politična satira del njegovega življenja. V svet stand-upa je zašel, ko je organiziral stand-up delavnice. Sprva je zaradi prepoznavnosti in da bi pritegnil udeležence k sodelovanju želel povabiti Denisa Avdića, ta pa mu je priporočil Ranka Babiča, a na koncu je po spletu okoliščin delavnico vodil Perica Jerkovič, ki je bil tudi tisti, ki je Admirja potem povabil k sodelovanju s kratkimi vložki med njegovimi predstavami. Priznava, da si je predtem predstavljal, da si stand-up komiki sproti izmišljujejo pripoved, a je potem le ugotovil, da je za dobro predstavo veliko trdega dela in učenja.
Ena njegovih najbolj znanih predstav je monokomedija Slaba družba. Gledalci RTV Slovenija pa ga zelo dobro poznate iz oddaje Kaj dogaja, kjer nastopa v različnih vlogah. Na tokratnem klepetu pa so se najbolj posvetili njegovi vlogi magistra Baltiča, ki raziskuje nove besede. A tokrat je nastopil prav v posebni vlogi, v vlogi glavnega gosta pogovora, v kateri se je tudi zelo dobro znašel. Je drugače, seveda je drugače. Mi je bilo pa zelo prijetno, no, tako da ni pa nič, pred čemer bi imel kakšno tremo ali pa kjer bi se kakorkoli nelagodno počutil. Publika je bilo zelo fajn smo sodelovali, mislim, da smo tudi kaj zanimivega povedali. No. Marsikdo od gostujočih zvezdnikov v klepetu je izpostavil, da je težje kot nastopati pred širšo publiko, govoriti o sebi. Admirju pa je v to v sproščenem vzdušju šlo zelo dobro, saj se dobro znajde v vsaki vlogi. Mislim, ena stvar, ki je tukaj pač prisotna, je ta, da te ljudje poznajo kot, ne vem, ali obraz televizije ali obraz z odrov, in da si vedno zabaven in da vedno poveš stvari, ki imajo neko, ko bi rekel, neko težo oziroma neko zabavnost pač, zanimivost. V vsakem primeru je to fajn poslušati, ne. Medtem ko govoriš pač tukaj iz glave, odgovarjaš na neka vprašanja, pa včasih se lahko zgodi, da recimo v teh intervjujih, da publika nekako se vpraša, čak tukaj pa zdaj ni toliko zanimiv, kolikor je na odru zanimiv, ne. Tako da to je ena ta, ajde rečemo, težava, da pač veš, da resnični ti, ne, mogoče nisi toliko zanimiv, kolikor te publika pozna z TV ekrana, ne. To je, drugače pa itak, govoriti o sebi, mislim, meni se zdi, da je to je težko, govoriti o sebi in hkrati biti zanimiv. Prednost klepetov je, da gledalci izvedo tudi kakšne zanimivosti o gostu. Admir Baltič je na primer v otroštvu prodajal borovnice na ljubljanski tržnici, 2 meseca je denar služil tudi kot pomivalec oken v Nemčiji, da pa ima glas in posluh, je obiskovalcem dokazal tudi s petjem sevdalinke Anadolka. Trenutno ima v teku kar nekaj projektov in komedija je postala del njegovega vsakdana. Tako zelo je uspešen, da lahko od tega živi, saj se Slovenci radi sproščamo ob ogledu dobre predstave. Mislim, da Slovenci so odlična publika v tem smislu, da tukaj obstaja ta kultura in ta navada, da se gre na prireditve, ne. Obstaja ta mreža pač kulturnih domov in nasploh nekih, ne vem, lokacij, poslopij, kjer ti lahko, ki lahko prideš nastopati, ne. Sprav, obstaja mreža, obstaja ta kultura, obstaja ta navada, tako da vse skupaj za eno državo, ki je v bistvu zelo majhna, ne pač 2 milijona ljudi, je vse to skupaj, obstajajo pogoji za to, da ljudje, kot sem jaz, lahko pravim od tega živijo, ne. Tako da v tem smislu, ja, slovenska publika mislim, da je zelo fajn in da rada prihaja na nastope, na moje veliko veselje. Umetnikom je včasih težko ves čas črpati navdih za zanimive ideje, a je lažje, kadar ima ob sebi ekipo, s katero ustvarjajo skupaj. Eno je pač ustvarjanje televizijske oddaje, na primer, ki je pač taka, da v soboto mora iti ven, se pravi, ti moraš nekaj dati. Tisto, kar je fajn pri oddaji, je to, da jih je več v nizu, ti ne delaš samo eno, ampak jih delaš 12 v nizu in od teh 12, če bo 6 ful dobrih, si ljudje vse zapomnijo tistih 6 ful dobrih, v njih 6, ki so bile tako malo povprečne, bojo še lažje pozabiti, če je bilo v njih 6 dobrih, ne. Tako da z tega vidika, ne, mislim, to je eno ustvarjanje. Zdaj, nekaj drugega je pač ustvarjanje za oder, neka monokomedija ali neki stand-up. Tukaj, kakor ste rekli, ne, seveda so mrki, ne, se večino časa je mrk, ne, ampak včasih pa pride tisti navdih, ko narediš nekaj, kar ima
višjo dodano vrednost in pol to lahko preseliš na oder. Ne. Televizija ali stand-up predstave, če bi se že moral odločiti? Če bi prav zares mogel zbirati, po mojem, vsem stand-up. Ne. Ker na televiziji ti nekaj narediš, ti vse ne slišiš publike, kako je ona odreagirala na to. Medtem ko oder, ne, ti pa publika takoj pač pove, a je bilo to dobro ali ni bilo dobro. Tako da v tem smislu je stand-up boljša. Mislim, je nekaj, čemur bi se pozneje odpovedal kot televiziji. Pozdrav vašim gledalcem in me veseli, da sem bil danes tukaj in upam, da se vidimo še kje, še kdaj, predvsem pa gledajte še naprej vdajo, kaj dogaja. Publika v Baru kulture je tokrat ponovno lahko sodelovala v 2 zanimivih igrah povezanih z gostom, za okusne nagrade pa je poskrbela kmetija Mis, na koncu pa je zbrane s svojim štrudljem pocrkljala žena Jurija Marusiga. Vsi pa se že veselimo naslednjega klepeta. Februarski gost, igralec Boris Kobal, je sicer v pripravah na novo predstavo, zato si je nekaj reklame naredil že na tokratnem klepetu, ko je na hitro pozdravil svojega igralskega kolega. Naš bo Boris Kobal. Mislim, da bo tudi zanimiv večer, ker on je pa tudi kar velika napisana knjiga do zdaj. Potrebnih veliko priprav, ne? Zelo, ja. Nikar ne zamudite torej februarskega klepeta in pa seveda tudi vseh ostalih dogodkov v Baru kulture 313,6. Dramska sekcija Kuda Oton Župančič Sora je staro leto zaključila tako, kot se za njih spodobi. Z novo udarno gledališko predstavo, ki je doživela premiero na prav tako njim zelo drag termin 26. decembra. Zlata dekleta odtlej polnijo dvorano. Vse predstave so bile razprodane, zato so bili hočeš nočeš primorani razpisati še 4 dodatne termine. Tokratna predstava je že 4. zapored, ki ima korenine v televizijskem ali filmskem svetu. Povestni Alo, alo in Ne čakaj na maj so na vrsto prišla Zlata dekleta, ki smo jih v originalni ameriški različici na televiziji lahko spremljali v 80. in 90. letih. Besedilo je po seriji za oder tudi tokrat priredila Ana Weber. Po 7 letih premora pa je režiserske vajeti v roke spet vzel Boštjan Luštrik. Ja, to je precej drugačen izziv je režirati po teh nanizankah oziroma serijah. Marsikdo, tudi igralci, si lahko že vnaprej pogledajo, če vejo, za katero nanizanko gre. Sem se pogovarjal z gledalci, ki poznajo serijo v nulo. Točno so vedeli in so mi rekli, da ni v bistvu nekih razlik, vendar je na drugačen način. Na televiziji lahko umontirajo smeh, tukaj morajo pa igralci pripeljati, zato da se publika smeje. Že na bralnih vajah smo se določene stvari zmenili, kaj hočem jaz od njih dobiti. Tukaj pač izkušnje so pokazale, moram reči, da nanizanke si nismo pogledali, niti pred vajem, niti če so sami doma, to pač ne vem. Z Ano, ko sva pač tekst delala, sva se odločila za te 2, nekako povežemo skupaj in z nekim interaktivnim vložkom binga. Tako da tukaj še publiko malo nahecamo in jo malo spravimo k sodelovanju. Drugače pa karakterje, jaz mislim, da smo že bom rekel, da pretiravo, mogoče pa 6., 7. bralni vaji že kar dobro postavili. Tako da punce so fajn delale na tem, pa tako kot sem rekel, imajo še rezerve. Komedija Zlata dekleta prikazuje življenje 4 žensk v zrelih letih, ki živijo pod isto streho. Dori, njena mama Zofi ter ovdoveli prijateljici Blanka in Rozi živijo v istem stanovanju. Skupaj se spopadajo z izzivi vsakdana, svojimi različnimi karakterji in usodo, ki jo piše življenje. Predstava je premiero doživela 26. decembra, mi pa smo si ogledali 3. izvedbo, prvo v novem letu. Premiero smo doživeli fantastično, izvedbe so pa tudi krasne, moram reči. Igralci se maksimalno potrudijo, ampak vse me poznajo igralci in vsi, da vedno rečem, da igralci imajo še rezerve. Krasni. Jaz moram reči, da imam zelo dober občutek. Tako da dobro nam gre, lepo je. Ja, tudi jaz. Ta prva 3 imam, tako da sej so še kiksi vmes, ampak drugače pa načeloma smo
zagrabile. Jaz se jima tudi pridružujem, v glavnem, ko v začetku je še malo treme, pa ko enkrat steče, se mi zdi pa kar dober. Po nesrečnem zakonu si Dori, igrajo Božena Gaber, želi nove zveze, a z izbiro moških nima sreče. Čeprav so stanovalke poznajo njene želje, pa ji niso ravno v pomoč. Blanka, igrajo Valerija Perčič, bi moške še najraje speljala. Rozi, igrajo Vanja Vilar, pa je bodisi preveč naivna ali pa zaspana, da bi docela razumela dogajanje okrog sebe. Zlata dekleta, znana dekleta, verjetno tudi vam, kako ste se pa znašle v svojih vlogah? Ja, sprva je bilo kar malo težko, ker to je čist kontra mojega karakterja, ampak pol nekako pa usvojiš, no. Ja, tudi jaz. Zdaj že kar nekaj let nisem bila na odru, takole igralsko. Pa mislim, da mi je vloga tudi kar pasala, no, tako da je bilo v redu. No, jaz pa toliko neumnega teksta, ki sem se ga mogla tle učiti, še enkoli se ga nisem toliko neumnega učila, tako da pa sem se ga tudi naučila, bom rekla. In pol ti kar paše, kar fino je rata. Ja, ker vidiš, da ko se delaš neumnega, da to je kar v redu. Mama Zofi, strastna igralka Binga, igrajo Bernarda Podvis, pa za dodatno iskro v skupnem gospodinjstvu ponavadi poskrbi s pikrimi in sočnimi pripombami, ki jih ne manjka. Ja, ker me je poklical, niti ni povedal, kaj bo, a ne. Potem smo se pa dobili, pa ker smo zvedeli pač vloge, so neka no fajn. Glede na vlogo samo, jaz sem čisto zadovoljna s to vlogo, ker bi se težko s tem trem kosala, no, bom čisto povedala. Pa je kaj lažje vam recimo bilo delati, ker ste vedeli, kakšen lik je, lahko ga pogledaš v seriji, ali je to mogoče še težje zaradi nekih pričakovanj, ki jih sam sebi nalagaš, pa mogoče tudi gledalci, ko vejo, kaj grejo gledati in pričakuje določene zadeve? Ja, tako bom rekla, sem si šla pogledat serijo, čeprav mi je bila poznana serija, ampak sem tudi prav hitro jaz to zaključila, ker nekaj drugega je gledati serijo, ki pač je kot film, a ne, kot pa, da ti to na odru odigraš. Ker na odru moraš mičkeno drugače odigrati, da hočeš izvabiti tudi smeh, a ne. Tam imajo pač oni izrežiranega, mi moramo pa to dati iz sebe. In je dosti težje to narediti, a ne. Pa mislim, da smo kar zadeli vse skupaj. Poleg zlatih deklet na odru srečamo še Vlada Ščavničarja v vlogi Teda, Miloša Vilarja v vlogi njegovega brata Stena in v vlogi župnika Francija Jamnika. Z vajami so pričeli v zgodnji jeseni, da pa so se nekoliko lažje kot sicer dogovorili za vaje, gre zahvala predvsem dejstvu, da so v večini vsi že upokojenci, pravijo. A prav to je tudi največji čar zasedbe, ki je starostno homogena in s tem pristno naravna. Ja, gledamo na to, pač v Sori je dramska skupina, dramska sekcija, bom rekel, kar bogata, no, je kar veliko članov, tako da imamo razpon od otrok do starejših, vedno pridejo vse generacije prav. V Sori še nisem doživel, da če bi igralca poklicali k sodelovanju, razen če je bila bolezen ali kaj takega, da bi rekel ne. Tudi igralci sami se potem poistovetijo, če ima mlajšo vlogo ali starejšo, tako da jaz vidim, da pri tej predstavi to pokazali, da tle ni nobenega problema. Igralke, igralci so sprejeli vloge vsi na začetku. Na začetku je bilo veliko smeha, no še zdaj ga je, tako da kapo dol. Scenografija je tokrat dokaj preprosta, saj je tudi dogajalni prostor skozi predstavo praktično enoten. Pod bogato kostumografijo pa se je ponovno podpisala Tina Bonča. In kot kaže, so v Sori z narejenim ponovno zadeli žebljico na glavico. Prav vse predstave doslej so razprodali, prvotnim 6. terminom pa so sedaj dodali še 4. 23., 24. in 30. januarja ter 7. februarja. Za prihodnjo informativno oddajo nam je ostal še en lanski dogodek, katerega sporočilnost, torej glasba, ostaja večna. Prihodnjič torej tudi o 12. tradicionalnem koncertu v Pirniški cerkvi Harpen Harp Dua, ki ga sestavljata Vladimir Hrovat na ustni harmoniki in Lara Pelikan na harfi. Sledi pa za januarske informativne oddaje tradicionalen pogled v prvo tretjino minulega leta.
Trajnostna prihodnost, energetska neodvisnost, manj emisij CO2 in dolgoročni prihranki pri stroških električne energije. To so deklarirani cilji, zakaj je občina Medvode v leto 2025 vstopila z izgradnjo malih sončnih samooskrbnih elektrarn na 5 objektih v njeni lasti. Na strehi knjižnice Medvode, na strehi vrtca v Pirničah, na strehi podružnične osnovne šole in vrtca v Sori in na strehi podružnične osnovne šole Topol. Ja, teh 5 elektrarn smo postavili z lastnimi sredstvi, govorimo o strošku nekaj čez 80 000 evrov, vendar glede na izračune, ki jih imamo, se investicija bo povrnila v približno 6-7 letih. Projektno dokumentacijo za vseh 5 je pripravilo podjetje Tehnosol iz Pirnič, kjer pa nam enoznačnega odgovora, kdaj se nam to vrstna izgradnja izplača, niso mogli podati. Leto dni po tistem, ko so napravo za merjenje kakovosti zraka izpred zdravstvenega doma Medvode prestavili na novo lokacijo nad križiščem med Donovo in Medvoško cesto v neposredno bližino Gorenjske magistralke, smo se vprašali, kakšen zrak dihamo. Prav na ta dan, delovnik dopoldne ob inverziji. Zdaj prekoračitev ni v Medvodah, res redko pride do prekoračitev prašnih delcev, ki je trenutno, meja je postavljena trenutno na 50 mikrometrov na kubični meter. V lanskem letu je recimo bila na tej postaji prekoračena zgolj 7-krat, dovoljeno je pa 35 prekoračitev. Po zimi torej trdi delci, poleti pa predvsem tako imenovane špice urnih koncentracij toluena, za katerega pa krivca menda ne moremo pokazati s prstom. Razveselili smo se tudi novice, da se izgradnja nove brvi za pešce in kolesarje med Vikrčem in Mednim, staro je namreč odnesla voda, iz pisarn in delavnice dejansko seli na teren. Rok za dokončanje del je bil konec poletja, zaradi zapletov zemljišči na ljubljanski strani pa projekt v letu 2025 še ni bil zaključen. Gre za skupen projekt Medvoške in Mestne občine Ljubljana po takratni predračunski vrednosti skorajda po 2 milijon evrov. Krajani Studenčic so bili januarja povabljeni na predstavitev največjega občinskega projekta v letu 2025, ne le v vodooskrbo, ampak nasploh. Pogodbena vrednost del, obnova vodovoda in izgradnja vodohrana je znašala slabih 1,4 milijona evrov, od tega je bilo skoraj 580 000 evrov evropskih sredstev. Ja, vprašanja so bila točno taka, kakršna bi jaz imel, če bi bil krajan, pa bi mi nekdo prišel predstavljati projekt, ki bo v moji vasi trajal celo leto, pod popolno zaporo, pa posegel v nekaj tako občutljivega, kot je vodovod. Zaradi kadrovske podhranjenosti v občinski upravi je bila za projekt zadolžena kar podžupanja Mojca Murnik. Projekti so zelo lepi, financiranje je zagotovljeno in zdaj je samo na nas, da te projekte speljamo. Zabeležili smo tudi začetek gradnje na markantni poziciji nekdanjega Sokolskega doma, kasneje zdravstvenega doma Medvode, Donitove poslovne stavbe, po novem pa poslovno-stanovanjskega objekta investitorja podjetja Kro. Ker za to območje urejanja ni bil predviden občinski podrobni prostorski načrt, je nova podoba objekta predana v njegove roke. Uroš Kralj je posredoval vizualizacijo objekta in podatek, da bo poleg poslovnih prostorov v njem še 13 stanovanj, kvadrature okoli 70 kvadratnih metrov in da bo večina mirujočega prometa odmaknjenega v podzemno garažo. Osnovna šola Pirniče je januarja gostila 35. državno tekmovanje Planinske zveze Slovenije z naslovom Mladina in gore. Zakaj? Ker je ekipa mladih pirniških osnovnošolk z imenom Planinske brihte pod okriljem Planinskega društva Medvode leto poprej osvojila prvo mesto med osnovnošolskimi ekipami. Naslov državnih prvakinj so leta 2025 ubranile ponovno pod mentorstvom Mojce Resnik in somentorstvom Katje Počnik-Gortnar. Res imajo veliko znanja, brihne so, tako kot so se poimenovale, in pa vidi se, da to res delajo srcem, da uživajo v gorah. Soški gledališčniki so v leto 2025 ponovno stopili z novo gledališko predstavo, tokrat z nadaljevanjem romantične komedije Vesna izpred 2 let, Ne čakaj na maj, po istoimenski slovenski filmski klasiki iz sredine prejšnjega stoletja. Da jim je še enkrat uspela adaptacija filma na odrskih deskah, so pričale razprodane predstave
in odličen odziv publike. Ta zadnji teden je bilo malo kaotično za nas vse, se to je ponavadi zmeri, ampak smo spalali in se mi zdi, da smo kar dobro naredili. Jaz mislim, da so tudi ljudje dosti zadovoljni. Mene je presenetilo, koliko se smejijo, ker sem mislila, da pop for pač ni smešnih, ampak očitno so. Smo pa pač uigrana ekipa in pač stvari funkcionirajo. Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku, ki so jo skozi glasbo, ples in recitacijo sooblikovali učenci osnovne šole Pirniče, so bila podeljena 3 priznanja za podporo kulturi: podjetju Agrocenter Senice, podjetju Jezerše gostinstvo iz Sore in domačiji Prlenart na Bela. Podeljena pa je bila zgolj ena pletenica, pletenica za posebne dosežke, ki jo je prejela Zvonka T. Simčič, soavtorica projekta Hiša na hribu. 10 let je že ena takšna doba, da se delo pokaže, pokažejo se tudi sadovi in mislim, da je prav, da en takšen projekt tudi v občini dobi neko veljavo. Dobitnik pletenice za življenjsko delo leta 2021 Jurij Marusik, pesnik, pedagog in pravljičar, pa je na novem prizorišču na kmetiji Mis predstavil že kar 9. pesniško zbirko. Gre za ljubezenske pesmi prepletene s hajkuji s naslovom Pocukranke. Vsak večer si pa vzamem eno urico časa, da kaj napišem, če pa ne napišem, pa vse preberem, kaj sem napisal prej, kaj popravim in tako naprej. Prav tako naš občan, dr. Janez Juhant, pa je v knjižnici Medvode predstavil svojo knjigo Domačija pod Svetim Antonom, ki ni le pretresljiv spomenik njegovim predhodnikom, ampak tudi zakladnica zgodovinskih ter domoznanskih podatkov. Ena od udeleženk predstavitve je menila, da ga čaka še nadaljevanje, saj da je v knjigi še premalo njega samega. Verjamem, da je seveda potrebno določene stvari tudi zapisati zato, da ostanejo za prihodnje generacije. Morda, če mi bo Bog dal še zdravje, moči in tudi prizadevnosti, da bom to tudi še storil. Med bolj pisočimi in med tistimi, ki ima že sedaj kaj povedati o sebi, pa je tudi naš mladi up Andraž Babšek. Pa čeprav je februarja v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Preski praznoval šele svoj 18. rojstni dan. Najprej sveta maša, kjer je zapelo več zborov, nato pa še koncert s številnimi gosti, profesori in sošolci iz Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Na programu so bile tudi oziroma predvsem Andraževe skladbe. Je to en velik dogodek. Zakaj ravno v 18. letu? Zato, ker se je meni in kolegom nabralo tolikega opusa, ki bi ga radi predstavili. Lejte, to je pa le koncert, večer avtorskih skladb. Po uspešni svetovni premieri na Berlinalu in prestižni nagradi filmskih kritikov za najboljši prvenec, sledile so še mnoge druge, se je v začetku marca v Ljubljani odvila še slovenska premiera prvega celovečernega filma naše občanke, dobitnice plakete Jakoba Jaža, tudi nekdanje naše sodelavke, režiserke in scenaristke Urške Džukić s naslovom Kaj ti je deklica? Spremljamo zgodbo 16-letne Lucije, ki prepeva v dekliškem zboru katoliške šole. Premiere se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in pa seveda velika večina ustvarjalcev filma. Ja, lahko bi tako rekli, da se ženski glas sliši, pa ne samo to, da pač, ja, ko delaš nekaj s strastjo in nekaj zares, da je to nekaj dobrega in da pač ljudje to čutijo. Člani društva Žverca so nas leta 2025 ponovno opozorili na selitev dvoživk iz zimskega v letno bivališče in na dejstvo, da ob tem običajno prečkajo prometne ceste. Akcija prenašanja dvoživk v Hrašah je potekala že 18. zapored. V Rakovniku in v Sori pa je režijski obrat prvič postavil tudi zaščitne ograje, kar pa zahteva stalno prisotnost prostovoljcev. Mi nočemo, da hodijo pomagati ljudi, ki se ne pozanimajo popolnoma nič. Pač to je zdaj ratalo v zadnjih letih brazno popularno. Prideš, se slikaš, prebereš si nič. Ob dnevu civilne zaščite leta 2025 je prostovoljno gasilsko društvo Sora ob 120-letnici delovanja prejelo zlati znak civilne zaščite, srebrni znak pa Franci Jarc, ki funkcijo poveljnika civilne zaščite Medvode opravlja od leta 2019, predtem pa je bil skoraj 20 let predsednik Gasilske zveze Medvode.
Izjavo smo posneli tik potem, ko so narasle reke in potoki, pa tudi plazovi spet grozili. Takrat, ko sem prevzemal to funkcijo poveljnika civilne zaščite občine Medvode, si niti nisem predstavljal, da bomo deležni vseh takih nevšečnosti, ki smo jih dobili, in pa toliko, bom rekel, obširnih intervencij. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je marca odigrala prvo tekmo na novem ali bolje rečeno obnovljenem nogometnem igrišču v centru Medvod, ki je bilo vse od poplav dalje neuporabno, kot tudi vsa spremljevalna infrastruktura. V sklopu popoplavne sanacije je bila zamenjana travna ruša, sanirana ograja in postavljeni spremljevalni začasni objekti, kontejnerji. Vse nadaljnje načrte pa so že preusmerili v športni park na drugi strani reke Sore. Domači nogometaši so gledalce, ki so lepo napolnili tribune, kljub neugodnemu vremenu nagradili z zmago. Očitno je bil nogomet pogrešan, tako da računamo, da v naslednjih tednih, ko nam bo še vreme naklonjeno, da bojo tribune še bolj polne. Člani planinskega društva Medvode so leto dni pred volilnim občnim zborom brez pretresov in že napovedano izvolili novo oziroma popolnili vrzeli v vodstvu društva. Na mesto predsednika je Gorazda Šturma zamenjal dosedanji podpredsednik Dominik Košir. Želja je bila že pred 2 mandatoma, takrat sem hodil še v službo in sem nekako izrazil željo, da se počaka vsaj še en mandat, potem se dejansko počakalo skoraj 2 in zdaj mi dejansko skoraj ni kazalo drugega, da pač izpolnim tisto obljubo izpred 7 let. Potem, ko je iz osebnih razlogov vrata gostilne Belšak v Slavkovem domu na Golem Brdu zaprl tudi dolgoletni najemnik Dušan Belšak, so planinci morali poiskati novega najemnika. To je postalo podjetje Keno Peno. Občinski svetniki so s sprejetjem spremenjenega in dopolnjenega odloka o krajevnih in vaških skupnostih v naši občini formalno zaključili skorajda 2-letni projekt REX. Projekt redefiniranja vloge krajevnih in vaških skupnosti, v katerega so bili povabljeni predstavniki vseh 11 krajevnih in 2 vaških skupnosti. In izplen. Ob tem je treba najprej izpostaviti to, da so se za ta izkupiček odločili krajani preko svojih predstavnikov, torej krajevne skupnosti, samostojne pravne osebe z vsemi pooblastili, ki jih pač imajo opisanimi v tem novem odloku oziroma posodobljenem odloku. To je zelo pomembno. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da smo v tej fazi dodali še, mogoče če poenostavimo, nagrado za vse tiste, ki so za skupnost res pripravljeni nekaj narediti. Občina Medvode je spomladansko čistilno akcijo leta 2025 poimenovala kar lokalni praznik prostovoljstva, saj se je z leti razvila v okoljsko gibanje. Več kot 500 udeležencev je zbralo več kot 30 kubikov odpadkov. Največ smo jih zabeležili ob glavnih prometnicah, zato verjamemo, da zanje nismo krivi le občani sami. In še? Danes vidimo, da je z otroci še kar, problem smo odrasli. Aprila leta 2025 je začel veljati nov prometni režim v naseljih Medno, Dvor in Stanežiče, ki voznikom iz Gorenjske onemogoča zavijanje z glavne ceste in nadaljevanje poti skozi prej omenjene vasi, kar so počeli nekateri predvsem v jutranjih konicah. Krajani Stanežič in Dvora so bili z novostjo videti zadovoljni, medtem ko so krajani Medna opozorili na številne probleme, še posebej, če se domov vračajo iz naše medvoške strani. Vaščani Medna ne smemo biti talci vozačev, ki se vozijo iz Kranja v Ljubljano in v bistvu samo obremenjujejo naše okolje. Tudi krajani Pirnic v preteklosti že večkrat opozarjali na perečo problematiko na glavni cesti skozi Pirniče, krajani Varja pa predvsem o problematiki križišča pri gostilni Kralj, zlasti na nevarne razmere za pešce in voznike, ki iz spodnjega dela Varja dostopajo na glavno cesto. V začetku aprila so na različne naslove naslovili dopis, tudi na naše uredništvo, da so zaradi povečanega prometa, tudi za voljo del na Celovški cesti, pa tudi zaradi nove prometne ureditve, razmere postale izjemno nevarne. V času jutranjih konic se zdrvi mimo nas 500 vozil
velika večina prehitro, marsikdo še s telefonom v roki, tako da si lahko predstavljate, kakšni situaciji smo priča. Tako kot vozniki, tako kot otroci in ostali pešci, ki hodijo čez cesto. Če pa vas je pot aprila zanesla tudi v sosednjo občino Škofja Loka, ste si v prostorih rokodelskega centra Duo lahko ogledali razstavo vezenin po štetih nitih. S križčastim obodom, mojstrice, domače obrti, dobitnice plakete občine Medvode, nosilke enote v registru nesnovne dediščine in naziva priznane rokodelke Rozalije Strojan. Kot je izpostavila Kati Sekirnik, vodja centra, se v njenih vezeninah odraža natančnost dela, bogatstvo vzorcev in mojstrskih interpretacij tradicionalnih vezenin. Mislim, da paše tudi vsako moderno stanovanje en kos te kulturne dediščine. Aprila se je na občnem zboru Kmetijske zadruge Medvode javno predstavila nova direktorica Simona Gaber, ki pa za zadružnike ni novinka. Saj je v zadrugi, ki je tudi leta 2024 ustvarila minimalni dobiček, zaposlena že od leta 2001. Obljubila je nadaljevanje dela svojega predhodnika Milana Sobočana, ki se je upokojil. Tako da zadrugo poznam, njeno delovanje in smisel samega zadružništva. Odločili smo se za preverjeno in nismo upali ali pa nismo hoteli v neko neznano situacijo. Po 33 letih pa se je povsem spremenila vodstvena ekipa turističnega društva Zbilje. V sestavi Matjaž Šušteršič, gospodar društva Uroš Košir, nekdanji predsednik Karel Vernik in dosedanji dolgoletni predsednik Iztok Pipan. Kot so poudarili, so društvo prevzeli skupaj z bodečo nežo in prazno blagajno, novi ekipi pa ga prepuščajo v odlični formi. 130 000 evri na računu, ki so jih prihranili za obnovo čolnarne. Vajeti je prevzel Preščan Matej Kovačič, ki v Zbiljah živi zadnjih 20 let. Drugač pa sam osebno nimam nobenega ruzaka, da nobenih skritih namenov, nobenih želja, kakorkoli, da bi nekaj naredil, kar ni v skladu in v interesu dosedanjega vodstva ali pa poslovanja turističnega društva Zbilje. Aprila se je v Medvoški knjižnici na literarno-pesniškem večeru svojo poezijo, zelo pestro tematiko in lastnim slogom predstavil pesnik mlade generacije, po novem Medvoščan Matej Kolmanič. Poseben mladenič, ki je kljub preizkušnjam poln optimizma. Prehodil je pot od debelušnega dečka na invalidskem vozičku, ki trpi zaradi redke bolezni, do mladeniča, ki se je postavil na lastne noge. Po 9. operaciji je namreč vstal, shodil in se med drugim povzpel tudi na Triglav. To pa je del ene od njegovih angažiranih pesmi. Razbimo strahove plehkih razlik. Dajmo si duška v širini ljubezni odlik. Vsakemu po žilah kri se rdeča vroča pretaka, vsakomur na prsni levici srce neumorno tik-taka. Prve letošnje nizke temperature ter predano delo ekipe Nordijskega športnega društva Medvode in javnega zavoda Sotočje so omogočili, da je Nordijski center Bonovec vrata torej odprl približno 14 dni prej kot lani, kar smo že slišali. Uvod v letošnjo obratovalno sezono je minulo soboto zaznamovalo tekmovanje v klasični tehniki, kjer se je domači klub izkazal kot odličen organizator. S 6 osvojenimi medaljami pa je medvoški tekaški podmladek tudi jasno pokazal, da je domači klub trdno usidran na vrhu lestvice najuspešnejših nordijskih klubov v Sloveniji. V meglenem sobotnem dopoldnevu je v Nordijskem centru Bonovec potekalo prvo letošnje tekmovanje, ki je hkrati pomenilo tudi uvod v letošnjo obratovalno sezono centra. Tekmovanje, kjer so nastopili cicibani in cicibanke, mlajši in starejši dečki in deklice ter mladinci in mladinke, je štelo za pokal Argeta in je potekalo v klasični tehniki s skupinskim štartom. Ja, to, kar smo naredili z umetno snegu, proga je odlična. Smo se pa trudili, da bi naredili tudi progo na naravnem snegu. Včeraj smo dejansko 3 ure nametavali kilometer pa pol dodatne proge, ki smo se mogli danes odločiti, da jo pač ne uporabimo.
ker je bilo pretoplo po noči, smo dejansko prišli z ratrakom do trave. Sobotnega tekmovanja se je udeležilo nekaj več kot 90 tekmovalcev iz vseh slovenskih smučarsko-tekaških klubov. Vsi klubi so izredno zadovoljni, da lahko tekmujejo tudi na kakšnih drugih progah, ne samo na Pokljuki pa na Planici. Tudi tekmovalcem je to všeč, da lahko spremenijo pogoje, tudi pogoji se malo spremenijo. Tudi včasih bi kakšen tekmovalec lahko doseže rezultat drugačen, kot bi ga pa nekje na Planici. Se pravi, da imamo tudi na stopničkah včasih tekmovalce, ki niso običajno na stopničkah. In to je zmeraj dobro za šport. Proga je dobra, sicer ni glih parel, ampak je v redu. Člani domačega kluba Nordijskega športnega društva so se torej izkazali kot odlični organizatorji in hkrati zelo uspešni tekmovalci. Na štartu jih je bilo kar 33, s kolajnami se jih je okitilo 6. Tretja med mlajšimi deklicami je bila Julija Hafner, Jake Šalehar, drugi med starejšimi dečki, Neža Sitar druga in Astrid Čuštršič tretja med starejšimi deklicami, Tinkara Sitar druga med mlajšimi mladinkami in Lan Kisovec prvi med mlajšimi dečki. Proga je zelo dobra, tudi zaradi tega, ker je domača. Pa smo tudi vadili že klej in je zelo dobra. Torej je drugače tekmovati doma, kot pa naprimer na Pokljuki, v Planici? Ja, klej si tudi veliko bolj sproščen, pa boljše. No, danes ste imeli skupinski štart, kakšna je bila tvoja taktika za zmago? V prvem krogu sem se probal malo šparati, pol pa v zadnjem delu drugega kroga sem pa pol pospešil. Pa je bilo težko? Ja, bila je težka proga, ampak se je dal. Cilj sezone za 11-letnega Lana je čim višja uvrstitev v skupnem seštevku slovenskega pokala. Prednost domačega terena pa so odlično izkoristile tudi starejše kategorije. Glede na to, kakšne razmere so, bi rekel, da je zelo dobro pripravljeno. No. Tudi sicer je skrajšeno, ampak bi rekel, da je res poklon organizatorjem. Kaj pa tebi pomeni takole tekmovati na domačem prizorišču? Ja, mislim, siguran je bolj, kot nekje recimo v Planici. Je res, da sem jaz bolj zdaj v klancu, ampak nek poseben občutek je pri sebi doma v bistvu tekmovati. Domači klub je znan tudi po izjemno aktivni vlogi staršev. Slednji v dobrobit kluba zlasti pri tekmovanju opravijo na desetine ur prostovoljnega dela. Ja, to je res. Brez take ekipe ni možno peljati takega kluba. In res sem vesel, da dejansko, ko rabimo, pridejo vsi. Vsak prime za svoje delo in zmeraj delo tudi upravljeno in dosti kvalitetno. Tako da glede na to, da smo čisto volontersko društvo, lahko rečem, delamo pa dokaj profesionalno. Aktivna vloga staršev nikakor ne pomeni vmešavanja v strokovno delo trenerjev in vodstva, temveč soustvarjanje pozitivne klubske kulture. Vloga staršev je zelo pomembna in v našem klubu se kaže ravno to, da so starši zelo povezani. In vidi se že pri današnji organizaciji, da so res pridno delali še včeraj do 10 zvečer. Očki so lopatali, mamice pripravljale štartne liste in tako naprej. Potem mamice pečemo, pripravljamo tople napitke, tako da naš klub je po mojem znan po tem, da zelo dobro sodelujejo starši. Eden najuspešnejših slovenskih nordijskih klubov, ki trenutno združuje 50 aktivnih tekmovalcev, tudi po izjemno uspešni lanski sezoni, ki so jo končali na samem vrhu med slovenskimi klubi, ne počiva na lovorikah. Lani smo bili kot najboljši, tudi mislim, da letos bomo med najboljšimi klubi. Delamo dejansko, imamo zdaj že več kot 50 tekmovalcev, ki redno trenirajo, 5 trenerjev, ki se z njimi ukvarjajo stalno, tudi dodatne pomoči imamo trenerske. Res moram reči, da trenerji izvrstno delajo z mladino. Želeli bi si še kakšnega profesionalnega trenerja, da lahko tudi do tega kdaj pridemo. Je pa dobro, pomaga nam veliko, da imamo tukaj doma snežne razmere. Upam, da tudi v prihodnje, da bomo uspeli, da lahko uredimo tudi trening poleti na rolkah, s tem, da tudi zboljšamo varnost v prometu. Seveda pa vidim, da tekmovalci radi hodijo na Bonovec, pa se radi tudi teče na smučeh. Tudi v letošnji sezoni si postavljajo visoke cilje in z optimizmom zrejo v nadaljevanje tekmovalne sezone. Cilj so rezultati, seveda. Starejši tekmovalci, ki so že v reprezentancah, tukaj so cilj rezultati. Zdaj se dejansko naši tekmovalci na teh tekmovanjih drugega ranga nabirajo izkušnje.
Valerij Gontar tudi tekmuje v svetovnem pokalu. Tako da računamo, da v prihodnjih letih, da bomo vse več tekmovalcev imeli tudi na višjih nivojih, ampak ne bi radi imeli samo, da so tam kot prisotni, ampak bi radi tudi, da začnejo posegati tudi po mestih, kot jih je včasih tudi Ana Marija Lampič. Že 24. januarja pa se bodo mladi smučarji tekači pomerili v ski krosu za naslove državnih prvakov. Medvoški policisti poročajo o 4 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali v preteklem tednu. Na Gorenjski cesti je voznica z vozilom zapeljala na nasprotno smer vozišča in trčila v tovorno vozilo. Pri tem je na vozilih nastala materialna škoda v sicer nestrokovno ocenjeni vrednosti okoli 4.000 evrov, do telesnih poškodb udeležencev pa ni prišlo. Voznici je bil zaradi prekrška izdan plačilni nalog. V Trnovcu je voznika osebnega vozila na zasneženi in spolzki cesti zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo glede na vremenske razmere zaneslo z vozišča. Zapeljal je v obcestni jarek in se prevrnil na streho, na srečo pa se pri tem ni telesno poškodoval. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo so mu policisti izdali plačilni nalog. Prometna nesreča se je zgodila tudi pri uvozu v krožno križišče na Gorenjski cesti, udeleženca pa sama nista mogla rešiti spora. Zaradi nasprotujočih izjav bodo policisti preverili še videonadzorni sistem in potem ustrezno kaznovali povzročitelja. V Žlebah je voznik povozil divjad. Zaradi zgolj manjše poškodbe na vozilu so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda nezgode. Občanka je na policijski postaji prijavila spletno goljufijo, v kateri je neznani storilec s prevaro pridobil podatke njenega bančnega računa in si v 2 delih prenakazal denar v višini nekaj več kot 2.000 evrov. Po zbranih obvestilih in dokazih bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo. Na parkirišču ceste ob Sori so policisti obravnavali poskus vloma v avtomobil, ob neuspelem poskusu pa je povzročitelj oškodovancu povzročil za 300 evrov materialne škode. Na Gorenjski cesti so policisti ustavili voznika in ugotovili, da je vozilu potekla registracija, ki ni bila podaljšana, zato so vozilo izločili iz prometa, odvzeli registrske tablice in jih poslali na upravno enoto. Voznik bo seveda zato plačal tudi ustrezno kazen. Patrulja v Vikrčah je ustavila voznika in ugotovila, da je voznik vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki mu je poteklo, ker voznik ni šel pravočasno na zdravniški pregled, ki je pogoj za veljavno vozniško dovoljenje. Gre za hujši prekršek, za katerega je predpisan ukrep odvzema motornega vozila, sodnik pa bo vozniku izrekel še denarno kazen in odločil o usodi vozila. Medvoški policisti so del ljubljanske policijske uprave, zato lahko del njihovega dela in opozorila policije spremljate tudi na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je bilo vse v tokratni informativni oddaji. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.